Dober dan, sem Robi Leva, doma iz okolice Pragerskega, en čisto običajen državljan, kristjan, poročen, oče 2 otrok. In se mi je pred dobrim letom zgodila ena situacija, ki bi vam rad na kratko opisal. Zbolel sem namreč za gripo A in doživel težek potek te bolezni, podobno tej moderni koroni, ampak sploh ni bistveno natančno, kaj je to bilo. Torej, respiratorna odpoved pljuč, ostalih organov, traheostoma, koma, izventelesni krvni obtok, sepsa, septični šok, torej več kot dovolj pogoja, da bi jaz takrat v bolnici umrl. To so zdravniki tudi pričakovali, vendar se je potem zadeva razpletla precej drugače. To sem izvedel kasneje. Ko sem prišel iz kome, skoraj 3-tedenske, so mnogi na čelu z mojo družino, ženo, otrokoma, prijatelji, znanci in neznanci, molili za mene, pešači na Ptujsko goro in pač izprosili to mojo relativno zdravje, vsekakor pa preživetje. Torej, po 2-3 tednih, ko sem prišel iz kome, so se tudi moji ostali zdravstveni parametri precej izboljšali. Nisem več potreboval težkih terapij v smislu dialize in tako dalje. In zdaj načeloma funkcioniram čisto ok. Čeprav ni, ampak generalno sem ok, predvsem pa sem živ. Kasneje sem izvedel za večtedenske molitve, kot sem že omenil, in v moji fari in v sosednji fari. Skratka, zelo so se trudili mnogi in hvala še enkrat vsem. In sedaj to zgodbo vidim kot en blagoslov. Ob trpljenju seveda, ne. To gre dostikrat z roko v roki. Nikakor pa ne vidim zgolj kot neko krivično bolezen, brez smisla in repa in glave. Za mnoge stvari sedaj vem, da so, in ne tako kot prej, ko sem jih dopuščal in mislil, da so. Nisem nič modrejši, pa nič bolj pameten, imam pa seveda nekaj izkušnje, ki jih pa prej nisem in nismo imeli v celi družini. Tako zdaj vem, da če prosiš, dobiš, če trkaš, se odpre, če iščeš, najdeš. Kjer sta 2 ali 3 združeni v molitvi, je Bog med nami. In Božja beseda se nikoli ne vrne, če ne opravi svojega. Torej, deluje. Ne dvomim več v dogodke velike noči. Ne znam tega razložiti tako lepo akademsko všečno, ampak vem, da stvar deluje in stoji. Popolnoma tako kot v času Jezusovega življenja na zemlji, je živ vsak trenutek, tukaj in zdaj. V to sem prepričan. Je pa mogoče res, da imam mičkeno sreče, da sem zadevo preizkusil v živo in zato tudi nekoliko lažje verjamem. Hvala in Bog vas živi.